Dame in gospodje, ob 30-letnici Radia Robin vam podarjamo ekskluzivni koncert Mance Špik. Ostala sva mi dva in pod nama je Španija vsa. Krimne solze in nasmeh, daj zakopli kopita po tleh. Cela arena v zraku gori, daj se zaželi v oči. Bala, 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 pleši z mano matador. Nastanite zven kitar in zanetil si meni požar. Za areno sonce gre, ko prebodel si moje srce. Cela arena v zraku gori, daj se zaželi v oči. Opa! Bala, 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 pleši z mano matador. Bala, 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 pleši z mano mi amor. Bala, 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 v ognju zdaj se mi predaj. Bala, 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 z mano se igraj. Hej! Ole! Ti in on, ona leti, obležal si v mladih krvi. Bala, 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 pleši z mano matador. Bala, 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 pleši z mano mi amor. Bala, 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 v ognju zdaj se mi predaj. Bala, 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 z mano se igraj. Hej! Uhu! Dame in gospodje, vaš gostitelj Jan Vehar. Dobro večer in lepo pozdravljeni na ponovnem glasbenem druženju Robinovih 30. Ja, kot že rečeno, 30 let Radia Robin praznujemo z vami, dragimi poslušalkami in cenjenimi poslušalci, ki ste nocoj z nami preko radijskih frekvenc, kot tudi z vsemi gledalkami in gledalci preko našega informativnega spletnega portala robin.si. Navsezadnje pa ena res lepa dobrodošlica vsem 20 obiskovalcem našega Robinovega koncertnega studia. Dobrodošli. Prvo današnjo skladbo smo že slišali, sedaj pa je seveda napočil čas, da našo današnjo glasbeno gostjo tudi predstavimo. Njene pesmi so že več kot 2 desetletji vir nasmehov, pa tudi solza. In v zadnjih 20 letih je ustvarila poseben glasbeni pečat, ustvarila skoraj 50 skladb, danes pa nas bo razvajala tako z novejšimi kot tudi starejšimi uspešnicami. Vedno jo radi povabimo v svojo družbo, zato dobrodošla, Manca Špik. Živijo
Jan, tebi in vsem poslušalcem ter obiskovalcem en prijeten lep večer. Tako lahko jih še enkrat zaploskam. Ne rabite šparati z aplauzi. Super. Zelo sem hvaležna, ker smo lahko nocoj skupaj. Hvala. Najprej, Manca, sem zelo, zelo vesel, da si danes pri nas. Povej mi mogoče, Enako. po koliko časa si na Goriškem? Nazadnje sem prišla predstaviti svojo novo pesem, se mi zdi. Tako da bi takole pa nastopala, pa je že menil kar nekaj časa, tako da sem vesela, da smo danes skupaj in da bomo naredili eno tako luštno druženje in lep večer. In vročo vajo za koncert, o katerem bova seveda povedala več kasneje. Važi. Slišali smo torej tvojo Bajla, 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 pesem, ki je vredno dobro zaznamovala tvojo glasbeno kariero. Tja v leto 2007 se sprehodimo z njo, ne? Takrat si začarala občinstvo in žirijo v portoroškem auditoriju na melodijah Morja in sonca. Ja, Od to je toliko let nazaj, Jana, ne? Ja, no, glej. Si jo tvoja publika še vedno rada zavrti oziroma zaželi na tvojih koncertih? Jaz mislim, da imajo ljudje radi moje tudi starejše pesmi, čeprav vsak nekak izvajalec, performer se skozi leta tudi malo spreminja, malo išče, a ne, pri svojih, bom rekla, zgodnjih 30-ih sem drugačna, kot pa zdajle bom rekla v zrelih 40-ih, ampak ta pesem je na vsakem mojem koncertu, a ne, moj dragi bend, na vsaki, bom rekla, privatni zabavi oziroma kjerkoli se pojavim, bajla, 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 more biti. Mislim, da je to ena res prelomna pesem, ki me je postavila na slovenske odre. Kljub temu, da sem 2005 v bistvu se predstavila na melodijah Morja in sonca, skladbo Soza z neba, pa potem 2006 skladbo Marinero. 2007 je bila pa tista zmaga, ki sem si jo res srčno želela. In evo, uspelo je, taki latino ritmi, zato sem izbrala tudi danes to skladbo za uvodni pozdrav vsem obiskovalcem in poslušalcem, ki je taka lepa poletna latino in vedno paše. Prej si omenila svoj bend, lahko predstaviš svojo ekipo, s katerimi si danes? Z največjim veseljem. Na kitari Rok Šenke, aplavz prosim za Roka. Prihaja iz Gorenjske, tako da boste videli, da smo z vseh vetrov, ampak Gorencev nas je največ. Na klaviaturah in na back vokalih Živa Horvat, Štajerska, Maribor, čuj. Na klaviaturi in na krasnih back vokalih in tudi na vokalu Žiga Jamnik, tudi Gorence, naprav za njega lepo prosim. In najbolj močen član našega benda, Anže Žurbi na bobnih, tudi Gorenc. Tako da, kot vidite, gorenjska prevlada, svoji k svojim, ali kako bi rekla. Tako, Ja. tako. Zdaj, svojo kariero si med drugim gradila tudi z mnogimi sodelovanji in dueti. Ja. Večkrat si rekla, da ti je povezovanje z ostalimi glasbenimi kolegi pravzaprav nič kaj tuje, da se v bistvu rada povezuješ z Rada ostalimi. se, Tako. ja. Rada se povezujem z ljudmi, rada se povezujem z dobrimi muzičarji. Jaz pravim, da več ljudi skupaj, več glav več ve, več ljudi nas sliši, bolje kreativno, bolje ustvarjalno. Moram povedati, da od vseh duetov, ki sem jih posnela, in to jih je bilo kar veliko, mislim, da sem rekorderka na slovenski sceni, ampak zelo sem ponosna na to. In pridobila sem nove prijatelje, ne samo glasbene, ampak tudi, bom rekla, zasebne, same fajn izkušnje imam, super fante, namreč s punco še nobeno nisem posnela, čeprav imam tudi to željo in ženski duet narediti, ampak mogoče čez nekaj časa, ampak ja, z vsemi fanti imam res take lepe stike in smo prijatelji in se spoštujemo in si pomagamo. In mislim, da je to tudi čar povezovanja, neko, pač bom rekla, pomoč in dobro delo. Na temo duetov bova več spregovorila v nadaljevanju, sicer pa v minutah, ki so pred nami, si bomo privoščili dve tvoji skladbi, obe sta nastali kot duet. Res je? Danes pa nam boš predstavila nekako solo band izvedbo teh skladb, je tako? Ja, Žiga bo odpel vse te duete. Jaz imam res veliko srečo, da imam tako krasne ljudi in nadarjene v svojem bendu. Žiga je tudi super vokalist, tako da bova midva te duete odpela skupaj, če se strinjaš. Tako da en aplavz prosim za Žigo in za cel moj bend. Hvala vam lepa. Slišali bomo torej tvojo še svežo uspešnico Če verjameš v ljudi, ki je prvotno nastala s Kvadropirci, še prej pa si vzamemo čas za krasno skladbo Oba, ki je nastala v sodelovanju z Izakom Palmo. Manca in bend, izvolite. Hvala. Kako
Kako naj znova začnem, če v meni še gori? Kako navadim naj se, da te že leto ni? Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam pest dlani, kot si takrat jih ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Prebijam se skozi dan in mi nekako gre, ako spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti opisale, da nočem sama živet, brez tebe mi ne gre. Stiskamo pest dlani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Na 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 na. Amor, intendo pero es así. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekod se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Hvala lepa. Hvala, draga publika. Vesela sem, da smo danes skupaj. Tole ni glih vsak vikend, Jana, veš? Ampak zato mi je še bolj všeč, ker je zelo tak intimen odnos med nami in vesela sem in hvaležna, ker ste izbrali mene za tale koncert in moje pesmi. In rada imam dobre ljudi, rada imam srčne ljudi, rada imam vse pozitivne stvari in naslednja pesem je tudi ena takšnih. In s to skladbo želim ljudem predati eno sporočilo, ki je meni zelo pomembno, da verjemite v dobro ljudeh, vsi imamo nekaj dobrega v sebi, če tudi nas življenje zapelje na razna pota, ampak vsi smo v svojem bistvu dobri in prosim, iščite to v sočloveku, ker to je vedno v modi, to je vedno in, to ni nikoli zastarelo in to je tisto, kar poganja tisti pravi svet. V tem norem svetu rabimo take ljudi in jaz čutim, da smo danes zbrani tukaj na Radio Robin sami takšni dobri, a smo? Super. Samo za vas, draga publika. Daš, iskreno daš,
vedno ne dobiš nazaj. Žal je pač tako, nič za to. Naj te ne skrbi, vse z razlogom se zgodi. Kup dobrih ljudi prileti. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se, čuti se, kaj kdo je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živet, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Kdo prijatelj je, vidiš, ko ti je hudo. On roko poda, pazite. Ko drugi te rani, stoji ti ob strani. Ko ti je hudo, s tabo je. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se, čuti se, kaj kdo je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živet, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Dajte se za roke prijeti, lepo prosim, dajte za rokce se prijeti, da imamo še več ljubezni danes tole. Čudovito. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči. Če verjameš v ljudi, ko pogledaš jim v oči, vidi se, čuti se, kaj to je. Če verjameš v ljudi, prav lepo je živet, mar ni. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Najdi smer v ljudeh, vredno je. Vredno je. Hvala, dobri ljudje. Hvala lepa. Za vse tiste zamudnike, ki ste se nam pravkar pridružili, Radio Robin je tole, poslušate pa Robinovih 30 najbolj intimno glasbeno doživetje na Goriškem. No, v naši družbi odlična Manca Špik, ki si seveda zasluži še en velik aplavz za to glasbeno poslastico, ki nam jo je postregla v preteklih minutah. Manca, pred tvojim obiskom sem skočil na tvoj YouTube profil, seveda, ker se tako spodobi, in opazil, da ima uraden videospot za skladbo Oba, ki smo jo slišali par sekund nazaj, skoraj 7 milijonov ogledov. Mislim, to so konkretne številke. Hvala. Lahko še enkrat zaploskamo tudi na to. Ja, tudi s pomočjo drage publike smo prišli do teh rezultatov. V bistvu sem to skladbo posnela kmalu po rojstvu moje hčerke Lane in tisto leto je bilo res divje. 2016 je bilo eno tako res, lahko ga zapišem z velikimi številkami v moj spomin in v moj srce. In ja, takrat nekako je bila slovenska glasba spet v porastu in takrat so začeli padati te milijonski ogledi in ljudje so bili res navdušeni. Ne povem, da z Isakom se prej res nisva poznala. Spoznala sva se na snemanju videospota, se pravi, niti v studiu se nisva srečala. On je posebej posnel, jaz sem posebej posnela na snemanju spota, sva se pa v bistvu prvič srečala in spoznala. Spomnim se, imela sem 40 vročine, imela sem hudo gripo, ampak med nama je stekla ena taka res lepa, prijateljska in glasbena ljubezen in Isak je v mojem srcu zapisan res z velikimi črkami. Pred nekaj trenutki smo slišali torej dve skladbi, ki sta luč sveta ogledali kot dueta in tudi teh, kot smo rekli malo prej, v tvoji karieri oziroma tvoji glasbeni beri ni malo. Še več bi te verjetno lahko kronali za kraljico duetov v slovenskem glasbenem prostoru.
In preden poveš, ne, koliko duetov si posnela, bomo dali priložnost naši publiki. In sicer jim bomo preverili, če lahko zadanejo številko duetov, ki jih je Manca Špik posnela v svoji karieri. Tako da jaz tebi... Ampak dajva eno pomoč, Jan. Ja, ne bi bil jaz preveč... Od 5 do 15, no se to je širok spekter pomoči. Dobro. Prav? Tako da tisti, ki Približno. lahko dvignete roke, lahko zakričite, slišali vas bomo od 5 do 15 duetov, koliko jih je bilo. Je pa neparno število, to pa lahko pomagamo, prav? Dobro, ok, neparno število. A boš ti, jaz predlagam, da daš kar mikrofon obiskovalcem pred usta. Manče, ti veš? Tako. Koliko? 13. Ja, bravo, ma tu smo bili kaj zmenjeni. En aplavz za Manči, Ja. Manči moja prijateljica, tako da. A ja, no, No, to je bila pa varna izbira, Manca Špik. ne, Tole. Manco imam zelo rada in smo zelo povezani in vedno, ko pride na moj koncert ali pa takole, jo pač rada malo izpostavim. Drugače pa ja, 13 duetov sem posnela. Velika številka, sem res kar zmagovalka, rekorderka teh Absolutno. duetov, ampak kot sem že prej omenila, pač rada sodelujem in to me zelo navdušuje. Zdaj, ko gledam po, bom rekel, tvoje pretekli diskografiji, imena glasbenikov se tudi ponavljajo, tako Izak Palma, kot tudi Kvatropirci. Tukaj recimo apeliram na tvojo zadnjo, še svežo skladbo. Glasbo si pa napisala sama, če verjameš v ljudi. Tako. Ja, skladba je v bistvu nastala izpod mojih rok, govorim v smislu glasbe. Tekste pa prispeval moj prijatelj Rok Lunaček, ki me zelo dobro pozna in zadnjih nekaj let ustvarja pesmi oziroma lepe tekste za mene. In je bilo eno tako lepo sodelovanje. Tako da od teh 13 duetov sta 2 ponovljena, z Isakom imam 2 in s Kvatropirci imam 2. Tako da pač s temi fanti imam res eno posebno glasbeno ljubezen, zato sem si zaželela ponovnega sodelovanja in je zelo lepo uspelo. Ker se bližamo poletju, lepim in višjim temperaturam, seveda ne bo konca, prihaja tudi sezona porok. Ja, so Ne. že kar. Ljudje se poročajo že tam od marca naprej, mislim, Res vse je. se celo leto, ampak rečemo od marca naprej je to zelo intenzivno. Ja. In prav skladba, ki jo bomo slišali v naslednjih minutah, ima eno res tako lepo zgodbo, praviš ji himna ljubezni. Menda Ja. si želiš, da bi ti na tvoji poroki nekdo odpel prav to tvojo skladbo, Ja. ko govoriva o pesmi Rekel si. Koga imaš v mislih? Mislim, Noben- da ti odpoje pesem, seveda. Ne, nimam nobene Ne. ženske izvajalke, da mi to pesem odpoje. Jaz sem jo napisala z neko, bom rekla, eno tako željo, ker sem želela popolno poročno pesem in ta je za mene popolna. Rok je spet prispeval besedilo in prisluhnite, res je lep tekst. Napisala sem jo v 3 minutah, res izlila se je iz mene in malo se pohecam, da ja, si želim na poroki, če se nekoč poročim, da mi jo odpoje ena dobra pevka. Evo, samo to je moja skromna želja. No, to bomo si seveda zapomnili. Nam je boš zapela ti v minutah, ki so pred nami, z nami pa seveda Manca Špik s svojim bendom in ena njenih najlepših balad, Rekel si. Izvoli. Dolgo sem te čakala, te iskala med ljudmi. Dolgo nisem vedela, da nekdo nad mano bdi. Me vidi, da me poznaš, celo mene vse imaš, si tu, v dobrem in v zlu. Ja, rekel si, ljubim te kot si. Ja, rekel si, le zaupaj mi. Ja, rekel si, da ni te stvari, ki ločila bi duši najdi. Sreča se rodi takrat, ko jo človek prepozna. Stotiče kot prvi krat, ko se oči pogledava. Me vidi, da me poznaš, celo mene vse imaš, si tu, v
Resnično krasna balada, rekel si naša današnja glavna glasbena akterka Manca Špik. Robinovih 30 poslušate in gledate in tudi za to krasno skladbo si glasba napisala sama. Je interpretacija skladb, to sta se pogovarjala že pred tem koncertom, ki jih napišeš sama, drugačna kot za tiste, ko jih dobiš? Bom rekel, pesem že pripravljena, da jo samo odpoješ? Je bolj osebno, kakšni občutki grejo? Mogoče je malo drugače, ker se iz tebe zlije, ampak jaz zelo spoštujem vse producente in glasbenike, ki so mi pomagali na moji poti, na moji glasbeni poti. Recimo Remi je naredil ogromno hitov, Matjaž Vlašič, Urša Vlašič, z vsemi temi sem sodelovala in jih res zelo spoštujem. Tudi Saša Lender je recimo naredila krasnih par tekstov. Ampak pač skozi leta, mi smo zelo dobri prijatelji z vsemi, ampak skozi leta sem jih opazovala in sem rekla, mater, če vi zmorete, mogoče tudi jaz. In sem se usedla za klavir in v bistvu so se stvari kar izlile iz mene. Že pripravljam novo pesem, ki bo išla jeseni. Ja, najbrž na nek način sem bolj to jaz, ampak vsi ljudje, s katerimi sem sodelovala do nastajanja svojih pesmi, so me zelo dobro poznali in sem jim zaupala v bistvu svoje najgloblje stvari v življenju, poznajo moje življenje, poznajo mojo zgodbo, vedo, da mi ni bilo v življenju kaj preveč pretirano poslano z rožicami, in zato še bolj spoštujem njihov trud, da me skozi pesem predstavijo ljudem, tako da sem res hvaležna za vse, ki so mi pomagali na moji poti. Zdaj, nekako ogromen del tvoje kariere so tudi glasbeni festivali. Tukaj sem poskušal zbrati neko festivalsko evidenco. Ti boš mogla dati kljukico, če to drži. Ne vem z glave, Jan, ampak dajva probati. In če so ti podatki pravilni. Skratka, enkrat na prvem glasu Gorenjske, to je prav, verjetno. Ja, tam je bil moj začetek. Takrat, če ni bilo v bistvu to medijski dogodek, ampak mislim, da sem bila stara 22 let. In takrat sem odpela Poletno noč in dobila tudi nagrado žirije za najboljšo izvedbo. Takrat sem rekla, jaz to hočem delati. V bistvu sem zelo pozno se začela ukvarjati z glasbo, tako da nikoli ni prepozno, dragi moji, če imate to vizijo, sledite svojemu srcu, če vas to pokliče. Ja, zelo pozno sem se podala v te vode, ampak prvi glas Gorenjske je bila neka prelomnica v mojem srcu, da to pa želim početi za kruh, ne samo za zabavo. Ne. In to si počela potem 2-krat na pesmi Eurovizije, 3-krat na Emi kot solistka, 4-krat na Slovenski popevki in kar 6-krat na Melodijah morja in sonca. Jaz imam na podlagi teh ugotovitev imam občutek, da imaš festivale rada. Imam rada festivale in zelo sem hvaležna v bistvu predvsem Melodija morja in sonca, na katerih sem se res predstavljala, a si rekel 6-krat? 6-krat. No, jaz sem mislila, da 7-krat, vidiš, imam napačen podatek. Ne, saj v redu. Celo, da si bila 7-krat, mogoče sem kakšnega spustila. Ne, po mojem, da sem jaz pomešala, ker je bilo tega res veliko, ampak nekako, ko bom rekla, glasbenik v nekem vzponu oziroma na začetku, seveda iščeš kanale, ki bi se lahko ljudem predstavil, in Melodija morja in sonca so bile res in tak festival, katerega sem spremljala od majhnih nog in tudi pesem Eurovizije. Tako da sem zelo počaščena, da sem bila v bistvu 2-krat tudi deležna kot spremljevalna vokalistka udeležitve na Eurosongu. Bila sem skupaj s Tinkaro Kovač in z duetom Mareja. Tako da tudi ena lepa izkušnja, pa seveda potem slovenska popevka, nekaj posebenega z orkestrom. Skratka, vsak festival je imel svoj namen in je pustil meni svoj pečat. In je definitivno izkušnja zase, verjetno vsakodra. Vsekakor pa je ena od vseh teh verjetno najbolj tebi zelo blizu ena prav posebna pesem, ki nosi naslov Pesem. Ja, res je. Ja. To skladbo, ki jo bomo zdaj odigrali in odpeli, je v bistvu res posebna v mojem srcu. Namreč lahko povem eno krasno zgodbo, kako je ta pesem nastala. Namreč bila sem visoka noseča z mojo hčerko Lano in bila sem ravno v učilnici, namreč jaz tudi poučujem petje, sem učiteljica petja in pride moj producent Rej na vrata, cel prešvican. Manca, nekaj ti moram zaigrati. In sem rekla, v redu je Rej, kvaj zdaj to? Se usede za klavir in odigra ful lepo melodijo, teksta še ni bilo. Ampak melodija me je toliko prepričala in rekel, Manca, na MMS te bomo parjavali. Pa sem rekla, Rej, ti vidiš, jaz imam pač, jaz bom mlada mama. Ja, sej ti boš to vse zmogla. In v bistvu je bila res Lana stara 4 mesece, ko sem jaz stopila na ta oder auditorija in tega občutka res ne bom pozabila, pa imam ogromno nastopov za sabo, prek 3500 v svojem življenju, ampak ta nastop mi je res ostal v posebnem spominu, ker sem stopila pred množico ljudi
In sem imela tisti občutek, jaz sem pa mama in tega mi nihče ne more vzeti. In jaz sem tako bila hvaležna in srečna in vesela v tistem trenutku in se je zgodil velik hit s Kvadrapirci in skladbo Pesem. Tako da ta pesem je res posebno zapisana v mojem srcu in tudi Lana, zanimivo, ko jo sliši, ji pritečejo solze. Ne vem, najbrž čuti, da je nastala, pač, ko je bila ona majhna oziroma da je to tudi pesem za njo in sem zelo hvaležna, da obstaja in ponosna sem na to skladbo, ki je presegla mejo uspešnice in je postala Zimzelenček in je res čudovita, tako da bi vas lepo prosila, draga publika, da jo odpojemo skupaj. In mislim, da je prav, da si torej jo privoščimo v nadaljevanju. Manca Špik in Pesem neposredno iz Robinovega koncertnega studia. Nihče ne ve, odkot je sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In si bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Gremo skupaj. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet in tisto melodijo še vedno znam zapeti. Gremo skupaj! Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Hvala lepa, da vas slišimo. Najlepše je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Super. Takrat me spomni na te, na tisti lep, ko našla sva oba
besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba, besede do srca, mlada sva bila. Bravo, dragi moji, hvala lepa. Super, super pevci. Hvala lepa. Odlična Manca Špik in njena pesem. Prvič smo jo slišali pred 8 leti na melodijah Morja in sonca, danes pa tukaj v Robinovem koncertnem studiu. Manca, morda je na mestu vprašanje, kako je nastopati pred tako malo številčno publiko? Ali imaš raje večje, manjše odre? Sploh ni važno, jaz spoštujem, pa tudi če jih je 5 ali pa 5000. Nikoli v bistvu se ne oziram na to, vedno se potrudim, vedno spoštujem ljudi, ki imajo radi mojo glasbo in ki pritegnejo z mano moje pesmi. To mi ful veliko pomeni. Res imam en privilegij v življenju, res ljubim nastopanje, ljubim pet, to imam od mamice. Moja mama je pevka že celo življenje in enostavno sem jo skozi občudovala na odrih in seveda je bilo to meni položenje v zibelko in sem vesela, da sem lahko glasbenica, to me resnično močno osrečuje. In mi smo veseli, da si z nami ob našem 30. rojstnem dnevu. Takole. Za katerega se pa spodobi, Jan? Ne vem. Če imate 30. rojstni dan, to je takoj lep jubilej. Aha, to je res. In ker so danes tukaj zbrani sami res čudoviti pevci, bomo mi eno za vas, ekipa Radia Robin, tudi za tiste, ki niso več del ekipe in za tiste, ki še bodo. Skratka, hvala lepa vam za vaš doprinos k slovenski glasbi, ker nas podpirate. To nam res muzičarjem ful veliko pomeni. In gremo zdaj skupaj en tak mešani pevski zbor, ponavadi rečem, pa se mi tako fajn dopade ta izraz. Gremo skupaj, pa ful na glas, prav, da bojo videli, koliko imate radi Radio Robin. En aplavz za Radio Robin, prosim, za 30. rojstni dan. Na še mnoga leta, res, iz nas srca, na super sodelavce in čim več poslušalcev. Vse najboljše za te, vse najboljše, vse najboljše, Radio Robin, vse najboljše za te. En aplavz za celotno ekipo, vse naj! Super! Tega seveda nismo pričakovali, ni bil del scenarija, tako da hvala lepa Manca Špik. Prosim, ni pa Jan Vihar. Vsekakor pa seveda danes ne moremo tudi mimo posebnega dogodka, zato smo prej rekli ena vroča vaja. Ne? V naših koncih se bo odvijal, ponovno se vračaš v Vipavsko dolino 22. junija in velik koncert z gosti napoveduješ. Na krasen, bom rekla, grad se vračamo oziroma na Vipavski križ. Nekaj let nazaj smo bili tam in je bilo tako lepo, da sem si zaželela ponovno enega koncerta. Tako da pridem s tem mojim krasnim bendom, še enkrat en aplavz, lepo prosim za njih. Hvala vsem. Mi se bomo tam pojavili, Klapa se mi kanta, bo tudi ob meni in ob nas. In otroški pevški zbor iz osnovne šole Dobravlje. Skratka, en res lep večer, 22.6. Lepo bo, ob 8 uri zvečer. Tele moje, ki ste jih slišali, pa še kakšna druga, urca pa pol do 2 lepega druženja, tako da dobrodošli. Seveda velja vabilo, sicer pa Manca v tvojem širokem repertoarju, skoraj 50 izdanih pesmi, verjetno jih je veliko še čakalo, oziroma počakalo v predalu in še čaka na primeren tudi trenutek, da tudi pride ven. Kako uspeš izbrati skladbe za svoje nastope? Recimo, kako si jih izbrala za danes? In zelo težko. Zelo težko in moram reči, da sem imela v bistvu eno pesem sem zamenjala, na tonski vaji smo se zmenili, da zamenjamo en komad, ker sem začutila mogoče, da bolj paše oziroma že je predlagal, pa je imel fajn idejo. Ne vem, ponavadi po instinktu, po občutku, težko je izbrati med tokimi pesmimi, tudi na koncertu vedno rečem, upam, da boste skozi moj izbor pač doživeli mene v diapazonu vseh čustev in mene od mlade Mance do zrele Mance.
Skratka, vedno izbiram nekako po čustvih, po občutku, po srcu in ponavadi je vedno tisto pravo. In seveda mi se počasi tudi pomikamo proti koncu našega krasnega glasbenega druženja. Sicer, ko se imaš fino, čas res hitro leti. Zvezala bi si krila pa je skladba, ta živahna skladbica, v bistvu, brez katere se ne bi mogli posloviti. Zagotovo ne. In če tako, recimo, vedno se šalim, ampak resnično drži ta rek, jaz sem človek balad. In zdaj, ko se moram zapreti v studio in napisati eno hitrejšo pesem, ki jo vem, da jo občinstvo moje pričakuje in bi jim rada to dala, same balade grejo z mene. Ampak vem, da bom ustvarila spet eno hitro poskočno pesem, ki bo ljudem všeč. Ampak se pravim, brez Zvezala bi si krila, nikoli ne grem domov iz vseh koncertov in zabav in bom rekla presenečenj, ki se zgodijo za vikend. Skratka, to je pesem, ki sem jo zagotovo največkrat v moji karieri odpela in to je pesem, ki me je 2007 resnično dokončno izstrelila na slovenske lestvice in glasbene odre. In super pesem, ki bo po mojem res večna. Ne vem, meni je taka odštekana, pozitivna, vedno paše in danes sem jo izbrala za konec, za naše druženje. In vedno polna pozitivne energije. Ja, seveda. Tako da zdaj imam tudi eno posebno prošnjo, Jan, veš, da bodo vsi vstali. Misliš, da mi bo uspelo to narediti? Mislim, da bo šlo. Lahko si vstanete, lepo prosim. No, nič ne boli. Bomo se malo pogibali. Kopalke so pred vrati. Sezona kopalk, moramo malo tudi pošvicati, vem, da ste švicali danes, in hvaležna sem, da ste zdržali v naši družbi, ampak zdaj pa res, na to ne moramo sedeti, ni vrag, da ne bomo vsi vstali. No? Mogoče samo še to, da napovemo to skladbo, mislim, da se spodobi, medtem ko vsi stojite, jaz še vedno sedim. Še zadnja skladba današnjega glasbenega druženja, Zvezala bi si krila in Manca Špik nas popelje v leta 2007 skupaj z njeno krasno spremljevalno skupino na najbolj intimnem glasbenem doživetju na Goriškem. Zvezala bi se krila in Manca. Izvoli. Hvala, Jan. Mislim, moj band bo sedel, ne? A lahko še enkrat aplavz, prosim za njih. Rok, Živa, Anže, Žiga. Moja druga družina. Ok. Gremo roke! Našel si, ker sem izgubila, vrni moč, da sem ljubila. In ostasi, ti ostasi, ko si solži oči. Rekel si, naj bojim se, rekel si, naj borim se. Proti usodi, ki me vodi v objem srca. Zvezala bi si krila, da te ne bi zapustila. Ne bi duši, ne bi več med zvezde dovolila.
ki je vodil ta pogovor. Hvala vsem, ki ste prišli. Lep večer. Hvala, Manca, za ta en krasen glasbeni večer. Hvala tvoji krasni spremljevalni skupini. Obenem pa seveda še enkrat povabilo na koncert na gradu Vipavski križ 22. junija. Seveda pa hvala tudi našim 20 poslušalcem v našem Robinovem koncertnem studiu. Tako. Čudoviti ste bili, hvala za obisk. Lepo mi je bilo v vaši družbi, hvala lepa. Ne nazadnje pa hvala tudi vam, cenjene gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo zopet naslednjič. Jan Vehar sem bil v vaši družbi. Srečno. Robinovih 30. VIP koncerti Radia Robin. Manca Špik in Jan Vehar. Najbolj intimno glasbeno doživetje. Mm-hmm.